Tadej, ti zdaj v tem času pripravljaš en nov projekt, ki je namenjen oziroma kulturnim delavcem, prekarcem. Zakaj gre, če lahko pojasniš? Ja, res je. Ogromno igralcev, plesalcev, umetnikov vseh zvrsti, nekako nam se reče svobodni umetniki, in v bistvu smo se znašli mogoče, že dolg časa traja ta krč, kjer v bistvu za svojo umetnost, za svoje izdelke nekako ne najdemo pravega posluha, pravega prostora, kjer bi to lahko prezentirali javnosti. In zato, ker nekako problem prekarcev in svobodnih kulturnih delavcev ostaja na nivoju predvolilnih obljub že kar nekaj let, smo se v Pionirskem domu odločili, jaz sem prišel tja s predlogom in direktorica Barbara Muren-Vrviščar je temu prisluhnila in res zelo aktivno vstopila v to zgodbo. In v bistvu smo zdaj ustanovili teater, imenuje se Pionirski teater, ki je namenjen svobodnim kulturnim delavcem, prekarcem, da lahko v bistvu imajo prostor, kjer bodo svoje izdelke, svoje predstave, svojo umetnost lahko izrazili. In tudi, da se mogoče celotna ta njihova produkcija skoncentrira pod eno streho, kjer bojo lahko tudi gledalci potem vedeli, da jih vedno najdejo na tem mestu, v tej dvorani, in v bistvu jaz upam, da smo tako ponudili eno roko v pomoč pri reševanju te problematike. Se pravi, da ne gre samo za igralce? Ne, sploh ne. Moja vizija, jaz sem tudi prevzel umetniško vodstvo tega teatra, moja vizija je, da imamo totalno raznolik program, se pravi od stand-upa do resnih gledaliških predstav, plesnih predstav, koncertov, repa, beatboxa, impro predstav, tako da nekako nočemo se omejiti na en žanr, ampak bi radi povabili k sodelovanju res svobodne kulturne ustvarjalce vseh starosti in vseh žanrov. Je že doslej kaj prijavljenih ali je projekt še zaenkrat v zametku, bom rekel? Mi že zelo zelo aktivno delamo na tem projektu, ampak nekako zdajle smo rekli, da ga počasi pred poletjem lansiramo novico v javnost. Oktobra štartamo z eno veliko pompozno otvoritveno slovesnostjo in potem takoj z oktobrom že steče program. Program se bo oblikoval zdaj tudi čez poletje, zdaj stopamo v stik z vsemi temi ustvarjalci, iščemo skupni jezik, kar ni zelo težko, no. Tako da in zdaj bomo izoblikovali program, ponudili bomo otroške predstave, tudi abonmaje, abonmajsko ponudbo, abonmaji bojo malo bolj posebne sorte, tako da bojo zelo zanimivi, no. V glavnem ogromno dela, ampak mislim, da bo tudi to res ena taka lepa zgodba. Iz česa pa se bo ta projekt financiral? Za nami stoji javni zavod Pionirski dom, ki nam bo v bistvu tudi odstopil v uporabo festivalno dvorano, kar bo tudi matična dvorana tega teatra. Potem pa se bo financiral teater, ki nima seveda kot svobodnjaki na splošno, nima nekih sredstev in tega se bo financiral malo iz sponzorskih sredstev, ampak predvsem karkoli bo priteklo denarja v ta teater, bo izključno namenjen svobodnjakom. Se pravi, mi gremo v to zgodbo neprofitno in vse, kar bomo zaslužili oziroma pridobili, bomo nekako povrnili nazaj v svobodno produkcijo. Koliko programa je trenutno že narejenega? Trenutno smo v dogovarjanju za ene par zelo velikih takih pompoznih predstav, ki bodo gostovale pri nas, in vse ostalo smo pa v dogovoru za sodelovanje. Programa bo veliko in ga bomo morali zelo skrbno načrtovati, tako da ga čez celo leto lepo enakomerno spravimo v našo dvorano.